Predstavljajte si tole, obraz Ane de Armas, ne pravzaprav kar celo glavo, ki potem stoji na telesu Schwarzija, ko je bil še mlad in nabit kot vol, noge pa vzemimo, kar še enkrat, Ani de Armas. Nerodna kombinacija, ne? Čeprav so posamezni elementi vredni navdušenja, sploh Schwarzijev six-pack. Nekako tako se počutim pri novem BMW-ju iX. Za pogled kot celota mi je precej ajs, ko pogledam posamezne elemente, recimo luči, pa kljuke, pa zgornji rob vrat brez okvirjev, mi je pa totalno hud. Ok, sprednja maska mi ni všeč, tudi če bulim direkt v tisto plastiko. Je pa res, da je marsikomu za pogled verjetno bolj všeč in zato na tem področju nima smisla kaj dosti več blebetati. Sem rekel že na predstavitvi, da je tole v bistvu duhovni naslednik modela i3. Seveda je bistveno večji, po gabaritih je zelo podoben modelu X5, je pa v bistvu prav tako električen, prav tako je v bistvu večinoma izdelan iz karbonskih vlaken in prav tako je znotraj totalno futurističen in fantastičen. Ok, vsaj na delu za potnike, kjer je prostora tudi veliko, prtljažnik pa ob teh gabaritih ponuja v bistvu samo 500 litrov, kar ni posebej fascinantno in to me čudi. Avto je narejen povsem na novo in na novi platformi, pa da ne morejo najti take oblike, da bi bil še prtljažnik malo bolj prostoren. In tega pokrova sploh ne morete odpreti. Tukaj spodaj je eden od 2 elektromotorjev, ampak ga nikoli ne boste videli. V bistvu vse, kar lahko naredite, je, da dvignete ta pokrovček in tukaj noter natočite tekočino za vetrobransko steklo. Se pravi, vse na novo, pa da ni tukaj spodaj vsaj prostor za shranjevanje kablov. No, pa ko sem ravno tukaj, te luči so eden od vsaj 2 elementov, nad katerim sem izjemno navdušen. Gremo noter, tle pa reč pihe, mi že vse, da se odpihne. Wow, a ne? Mislim, kamorkoli pogledam, je okolje naravnost fantastično. Vključno s tem 700-kotnim volanom, ki je v bistvu čist nepotreben, ampak zgleda pa fajn. Sicer je pa notranjost prostorna, razkošna, futuristična, materiali so fenomenalni, kot ena velika dnevna soba je in vse to je jasno že takoj, ko notranjost v bistvu samo pogledate. Če pa malo pobrskam še po menijih tega res enormnega zaslona, ki je hkrati še malo ukrivljen proti vozniku in ima izjemno ločljivost, pa res velike ikone in je nasploh zelo fajn pregledan, vam pa lahko pokažem, kaj iX še zna. Recimo ogrevati volan, pa sedeže in celo tole naslonjalo, da vam bo v hladnih jutrih res povsod toplo, česarkoli se boste v bistvu dotaknili. Vzvratna kamera je najbrž ena najboljših v kateremkoli avtomobilu, odlagališče in kup projekcijski zaslon je totalno hud, varnostnih sistemov pa toliko, da si jih v bistvu niti lotil ne bom, ker bi bil lahko cel test namenjen samo temu. Celo ta nosilec za telefon je fantastičen, čeprav telefon vsem skače gor in dol, kadar boste izkoriščali silne pospeške. Skratka, pravo razkošje. Če to ni dovolj, si lahko vključite še masažo sedežev in ste sploh zmagali. Še mimo nečesa ne morem iti in to je tole ozvočenje, ki je vredno vsakega doplačila. Kdor me malo bolje pozna, dobro ve, da sem malo audiofilsko razvajen. Doma je zvočnikov približno toliko kot v kakšni manjši prodajalni, pa noben ni slab, ampak tole ozvočenje je daleč najboljše v kateremkoli serijskem avtu, ki sem ga do zdaj imel možnost preizkusiti. 3D mu rečejo in čeprav je oznaka dokaj bedna, ker se zvok tako ali tako vedno tridimenzionalno seli po prostoru, ga lahko samo hvalim. Zvočniki v sedežu in povsod drugod pričarajo res neverjetno izkušnjo. Vam bi jo pokazal, pa ne morem, ker vaši zvočniki doma, kjerkoli pač zdajle gledate, niso tako hudi kot tile in zvok enostavno ne bo tak. Ko končam s snemanjem, pičim nekam na samo za kakšno uro, uživati v krasni glasbi, no pol pa nazaj domov med otroško kričanje. Imam tudi slušalke z aktivnim odstranjevanjem zunanjega hrupa, tako da brez panike. iX je razvit povsem na novo, so si pa vseeno kakšen element sposodili pri ostalih modelih. Recimo trojna vodila spredaj, večvodilno petje zadaj, elektromotorja in v bistvu nasploh cel pogonski sklop. Vse to je dobil od modela iX3. Napredek gre očitno v to smer, da so moderna vozila težja oziroma izjemno težka. Takšen iX tehta kot en fajn naložen kombi oziroma 2600 kg. Noro veliko, ampak je hkrati pohvalno, da jih noro dobro skriva. Sej se čuti, da je velik in težak, ampak ne tako, kot bi se morali. Zračno vzmetenje je odlično in čeprav so te pnevmatike 21-palčne, je iX neverjetno udoben.
Celo v zavojih ni kot kakšen slon v trgovini s porcelanom, občutek je dost ok, krmiljenje je v bistvu odlično, nagibanja pa ni veliko. Ni pa za dirkat, to ne bo jasno. Motorja sta dva, oba zelo zmogljiva in štirikolesni pogon mora tukaj na cesto spraviti 523 konjičkov oziroma 385 kW. 4,6 sekunde potrebuje do 100 in vedno vleče kot podivjan bik, če to hočete. Evo, noro, in to vse do hitrosti 200 km/h, kjer je itak elektronsko omejen. Ok, kaj pa doseg, Anže? A ni to ful pomembno? Je, seveda. Baterija tule spodaj ima neto 105 kvor in kar takoj pozabite na VLTP doseg dobrih 600 km. Če si boste včasih dali duška tako kot jaz, bo prej okrog 400 km, lahko pa celo manj, govorim seveda o avtocesti. Z bolj umirjeno vožnjo in ne samo po avtocesti, pa poleti mogoče okrog 500 km. Čeprav je oblika podobna opeki, je količnik zračnega upora precej dober in potem ni take hude drame. Na opeki je kot manjši pomislek imam samo pri polnjenju. Na enosmernem toku gre zelo hitro, v teoriji z 200 kW, na navadni vtičnici bo sicer trajalo več kot 2 dneva, na to kar pozabite, no na klasični polnilnici pa tudi okrog 11 ur, ker se polni z 11 kW. In tukaj je v bistvu moj pomislek, lahko bi res imel 22 kW polnilnik, če ima že tako ogromno baterijo. Ur, oziroma tale z nekaj dodatki 135. Tako pa če, seveda je na voljo še cenejši iX40, ampak baje vsi hočejo tega. Pa sej, kaj pa še dodatnih 30 jurjev, če že kupuješ avto v vrednosti ene hiše? Ok, v teh cajtih mogoče bolj garsonjere. Z ne preveč lepo fasado, moram reči.